You'll be older too. O tej temi je kar nekaj del v literaturi, tudi slovenski. Pred kakšnimi 10 leti tule sem jo citiral, zato da bodo rekli, da se kitim s tujim perjem. Je takrat, zdaj pa že vidim 15 let, gospa Laura Krejačič diplomirala na Fakulteti za družbene vede in par stvari sem iz tega diplomskega dela povzel, zato jo citiram. Ona pa je tudi citirala, povzela pa po angleškem avtorju Scruton, mislim, da se izgovarja nekje, bom tudi ta priimek imel napisan. Zakaj pravzaprav gre pri ljudeh, o katerih pravimo, da smo starejši, zdaj pa v tretji osebi naprej govoril. Gre namreč nas, tako rekoč od rojstva naprej, pa do konca, za kombinacijo telesne moči in znanja in izkušenj, oziroma upadanje teh lastnosti. In vsota je konstanta, skoraj da vedno, več kot telesne moči, ni še znanja in izkušenj, potem ko pa telesna moč upada, se pa to lažimo s tem, da smo pač, da imamo znanja akumulirane, ne vem koliko življenjskih izkušenj, na koncu pa itak, ko se ga konc, ne pa je konc. Zelo verjetno, in še v 19. stoletju, ko je Morgan to preučeval, primitivne družbe takrat na planetu našem, je star človek bil vedno nosilc neke prenašalc ustnega izročila, nosilc znanja, ohranjevalc spomina in verjetno so sedeli ob ognju, se pogovarjali in mladi so poslušali starejše, verjetno so kup koristnih nasvetov dobili iz njih in to je bilo pravzaprav edino prenašanje spomina, edino izobraževanje, šolanje, potem pa seveda lastne izkušnje, ko so ljudje odraščali. In pravi Scruton, ko se pa pisava začela pred recimo 5000 leti in ko so tiski so imeli pred dobrimi 500 leti, se je pa ta funkcija porazgubila. Iz lastnih izkušenj vem, otroci, ko so bili še mlajši, pa zdajle vnuki, ko počasi rastejo, pa včasih človek kaj ponudi, vam kaj povem, kako je bilo čas, pa krat bila spontana reakcija od potomcev, tega pa ne. Čisto več ne zanima, kako je bilo čas, kako je bilo čas, pa mogoče kje kdaj preberejo. In je potem vedno tako, Takrat, ko jih pa začne zanimati, pa nimajo več koga vprašati. Zdaj veste, kako je pa pisana beseda, papir prenese vse ali pa sedanje elektronski mediji enako. No, tule citiram tole gospodično, po kateri se tudi povzel zdaj gotovo že po 15 letih gospa, in se že počasi bliža kritičnemu prehodu. Kako je to skozi čas se dogajalo, prehodu iz tradicionalne moderne dobe, je pa prišlo do definicij, kaj pravzaprav star človek je, kdo je star človek, ker je bilo treba nekako slediti industrijski revoluciji in potem se je izkazalo, da mladi so delovno veliko bolj sposobni, bolj produktivni in bog si ga ved, kakšne še lepe čednosti so imeli, človek pa z leti te čednosti izgublja. Poleg tega, o čemer bom kasneje govoril, da se je življenje vsakdanje korenito in hitro spremenilo, se pa dogodilo še nekaj, kar je usodno vplivalo po moje na generacije v našem prostoru, tam nekje druga polovica 19. stoletja, pa začetek 20. Da je tista tradicionalna vloga družine začela pojemavati in je namesto nje morala vstopiti neka druga družbena sila in to je bila država. Pravzaprav noben drug ekonomski subjekt se ni zanimal za to, da bi
skrbel za bolne, ostarele, pomoči potrebne, ne vem, kaj še vse. Morda nekatere cerkve, da so to delale drugače, pa interesa ni bilo, ker to ni bilo profitabilno, ne, se vemo iz današnjih okoliščin, kako je, in začeli so sedaj ljudi deliti v tiste produktivne skupine in manj produktivne skupine, in kdo je za manj produktivne skupine skrbel, ker tradicionalna družina je razpadala, ja, država, in so zdaj to razglasili za vzdrževano kategorijo prebivalstva. Tako da smo po tudi naši statistiki, se je svetovna še vedno, to deli aktivno prebivalstvo, pa tako so čisto točno določene meje, ampak to je po različnih koncih planeta različno. Aktivno prebivalstvo med 15 in 65 letom starosti, kaj pa oni do 15, pa mi po 65 smo pa vzdrževani. Da nikoli ne bi bili produktivni, ampak smo samo breme družbe, tako v narekovajih. In ta oznaka vzdrževano prebivalstvo, pustimo kasneje v tem malo, ne vem, če čisto res, je po Scrutonu znižala starejšim ugled v družbi. Zdaj, če nas ne bi bilo, pravijo, aktivni, tudi teh vzdrževancev ne bi bilo, in morda, da so vedno bolj nebodiga treba. In to je na koncu koncev se zreduciralo v enačenje otrok in, smo se malo zatipkali, starostnikov, drugo otroštvo, pač revčki. Zdaj gremo pa kar v zgodovino. Tule nisem posebej omenil tistega, kar nekako vemo in naše družbe potem živijo. Nekaj pa moram še povedati. Jaz bom v temle predavanju govoril o odnosu do starejših v zahodnih družbah. Se pravi, v naši civilizaciji, ne o vzhodnih družbah, latinsko-ameriških, skratka, o tem, kar štejemo za zahodno civilizacijo še danes. In večina zahodne civilizacije je organizirana na par temeljih. Eno od teh temeljih je judaizem in krščanstvo. In v judaizmu in krščanstvu je družba urejena po 10 božjih zapovedih. Tiste, kar se tiče ostarelih ljudi, je morda 5. božja zapoved, spoštuj, vse so skoraj vse spoštuj, dobro, dekradi, ne želi bližnjega že nekaj, drugi mlajšo vigorje, tako kot je že Menard to naredil, ampak 5. božja zapoved je spoštuj očeta in mater, da ti bo dobro na zemlji, ki ti jo je dal Bog. Po katekizmu v Bibliji je še malo daljša, ampak gre spoštuj očeta in mater, ki sta po zdravi pameti starejša od tega, komur ta zapoved velja. In tu je nekako posredno spoštuj starost, ostarele. No, zdaj, če gledamo besedila Svetega pisma, tam je cela vrsta ljudi, za ženske nič kaj, ne vem, moških je pa veliko označenih kot strašno starih za naše pojme, tudi za njihove, zato je prav posebej izpostavljena njihova starost. Gre pa v vsem besedilu nekako za nihanje med podobo čaščenega modreca, da preberem, in starajočega se grešnika. Oboje nastopa. Starejše ženske nimajo kakšne silne vloge, starejši moški, to je, kako bi človek rekel, patriarhalna družba, ne matriarhat. No, in tole nihanje je verjetno bilo prisotno, verjetno je še danes, in ni bilo verjetno po 5. božji zapovedi, če kaj velja, ker avtomatično, da ko so se ljudje postarali, so bili pa čaščeni.
so se že morali s čim izkazati, da so bili čaščeni, ker civilizacije, recimo po judaizmu, krščanstvo niti ne tako, ampak druge antične, recimo grška, opeva mladost, lepo telo in ne vem kaj še vse, tisto vrline. Zdaj, izpostavljena starost, malo sem šel takole po vrstnem redu in tako kot je v Stari zavezi zapisano, Metuzalem, ki je pa sploh najstarejši in je že skoraj z malo pisano njegovo ime za primer najstarejšega v družbi ali pa sila starega. Šel sem pogledati tudi tabelo, koliko je najvišja starost, ki je eden od človeštva dosegel. Vemo, koliko je najvišja starost? 122 let, pa mislim, da je 150 dni, nekaj takšnega, ki je pa dosegla jasno, da neka gospa v Franciji. Potem, mislim, da Japonci so šele na 4. mestu, tako nekaj, pa samo 117 let. Nekaj takega, ona pa 122. Mogoče še naš Pahor. Ja, kandidat je dober, ne? Ja, vse tako kaže, ne? Vse je tudi slika tiste gospe, tako da jaz sem sicer premikal svojo starost ob smrti svoji, ne? 81, 93, 107, zdaj sem jo dvignil na 111, pa tista gospa je izgleda tako, da je bilo, če to kaj šteje, da boš malo prej obrla, ker se vide zatiče, ne? Ampak medicina dela čudo že tako, da počakamo. No je 950 let, Adam 930, Kain 910 in potem razlagalci Biblije skozi ves čas, potem o humanizmu se je začel pa to ono veliko cefrat biblijsko besedilo, da ne rečem, kaj se je to dogajalo v klasicizmu, v dobi racionalizma, francoskih enciklopedistov in tako naprej, in že so ugotavljali, da je to pravljica, kako če tako leto doseči nekdo. Potem je nekdo našel v 18. stoletju rešilno bilko, ja pa vse to niso leta, to je mogoče iz hebrejščine malo narobe prevedeno, to so lunini meseci. Ja, potem pa lepo pridemo tam nekje med 80 in 90, če to delimo z 12. Samo v Bibliji točno piše, da je pa Metuzalemov oče dobil Metuzalema, ko je bil 90 let star. Pa če to delimo z 12 pri 7 celih, pa še nekaj, pa verjetno ni še otroka mogel dobiti, če bil sam še otrok. Skratka, Božje besedilo in veruj in ne sprašuj, je najboljša rešitev iz tukaj. Tu so nakazane lepe podobe starosti, modrosti, pa reševanja človeštva na barki, Dobar, Kain je bil nagrajen s tako starostjo, verjetno, ker je brata ubil Adam, jasno, se mu tam v doktorni v trgu jabolka leta verjetno niso tekla. Metuzalem je pa saj po Bartolomeju Bermehu dobil funkcijo, da vodi patriarhe iz Stare zaveze v raj, in to je ta slika. Slika žal izgublja svojo lepoto, kontraste barv in tako naprej, ko se je tule dvakrat projicira, tako da original je videti dosti lepši. Potem imamo pa slabo stran ostarelih, jasno, da moški, kako pa drugače, in nam je znana storija o Suzani v Kopeli, ki jo opazujeta in nadlegujeta dva starca, to je pa manj lepa plat ostarelosti, ki tudi nastopa v Svetem pismu. No, vzel sem izmed mnogih slik na to temo Tintoretovo, ker je še tako najmanj spotekljiva za javno predvajanje. Morus, ki je pisal zgodovino seksualnosti, je tej sliki dal komentar. Tale Suzana je tako lepo naslikana, da ji lahko verjamemo čisto vse, samo to, da se čuti nadlegovano, pa ne, tudi če je dva stara moška sta zraven.
No, to je Sveto pismo, zdaj pa, če gremo še malo po antiki gledati, imamo občutek, da v stari Grčiji so starost zelo cenili. In so jo, institucionalno so jo cenili, v vsakdanjem življenju so jo cenili. Kljub temu, da so pa imeli za lepotne ideale, kot je gospod Surival Sosič imel na svojem predavanju in slike, občudovali mlado, moško in žensko telo. Seveda, ne. Heraklej, ki je tam pri nekih 45 letih starosti bil upodobljen, se spomnim Sosičevega predavanja, ima še vedno Herkulovo telo, ne, ampak je zdaleč ne več tako atraktivno, kot je mlado. Ne. Ampak kljub temu, da so mladost častili, so pa zelo spoštovali, ne vem, če ravno častili, no, pa starejše vladarje, filozofe, pesnike in tako naprej, in so jih tudi dali vedno za vzgled, pa tudi kar za voditelje družbe. V Atenah, kjer je bila zibelka demokracije, krat sem poslušal po Radiu Zagreb, kjer imajo tudi dosti takih oddaj zgodovine, kako je ta grška demokracija zelo verjetno izgledala, z današnjim pojmom demokracija nima nič skupnega, razen besede. No, ker v Atenah smo, za primerček, ko sem že navrgal, v Atenah so bili vsi državljani upravičeni hoditi na sestanke gor na Agoro, tam tisti trg velik, ampak zato so dobili plačo. Veste, da je bil naval potem, ne? Dali so jim hrano, pa še neke fičnike. Ne? Pri volitvah je pa sploh bilo. In tudi čisto zanimiva beseda kandidat za volitve pomeni to, da se je drugače oblekel. Candidus latinsko je bleščeč in kandidati, ki naj bi bili izvoljeni, so bili oblečeni v bele toge, pa mogoče še kaj svile zraven, tako da se je bleščali. Torej, bleščeči je bil tisti, ki je bil kandidat na volitvah. V Atenah je bila najvišja oblast v rokah arhontov. Če mislimo, da je arheologija veda o starosti, ne, potem ne gre skupaj arhitekt, ne, kaj ima starost pa arhitektura skupaj. Arhontes je iz arh, kar pomeni biti prvi, začetni in iz tega potem preneseno star. Ne. Če si prvi na svetu, si z današnje razmere star. In zato so arhonti pravzaprav bili vladarji, bili pa so priletni. Ne. Še bolj je pa to poudarjeno v Šparti, kjer je pa geruzija, geron, starogrško je pa starec, ne, gerontologija, veda o starosti in tako naprej. Tam je pa vladalo 30 moških, 28 je bilo gerontov. Biti so morali starejši od 60 let. Verjetno so kakšni, ki so hoteli postati vladajoči, se to malo postarali, kar ni ravno navada naše civilizacije, da se delamo starejše. Ne. In pa dva kralja, ki sta bila pa pač poljubno stara, prej mlada kot starejša. Tule je pa ena redkih umetnin iz Šparte, pa jaz mislim, da je morda celo uvožena v Šparta, pa najdena v Šparti. Tule sta dva geronta naslikana, ko sta še videti sila pri močeh. Ne. Zdaj, če pogledamo pa v Rim, vemo, da je bil po ustanovitvi kraljevina, potem so po 7 kraljih, ki so bili vsi etruščani, se pravi tujci v Rimu, zadnjega kralja Tarquinija Ošabnega nagnali in že v kraljevini je bil senat, se pravi množica starih moških, ki je bila posvetovalno telo. Tudi na začetku Rimske republike ni imela kakšne posebne moči ta skupina senatorjev, torej senat, potem pa na vrhuncu Rimske republike, se pravi kakšne 300 let pred našim štetjem do
rekli bi Cezarjeve smrti nekako, je pa senat bil, kot se pravi, alfa in omega oblasti v starem Rimu, potem je pa še naprej obstajal, ampak je bil čezdalje manj pomemben. In tule sem namenoma zapisal Kaligula, da ga ne pozabim omeniti. Na koncu je senat kot najvišji organ oblasti bil tako daleč, da je Kaligula, ki je bil sicer fejst prismojen, kot vemo od vseh njegovih biografov, imenoval za člana senata, oklepaju, senatorji so bili vsi patrici, se pravi iz rimskih plemiških družin, med senatorji je imenoval svojega konja. In ta senat je bil tako daleč vdan prismojenemu Kaliguli, da je takrat, ko je konj zahrsal ali pa zarezgetal, so vsi divje ploskali. Kakšno modrost zdaj povedal. No, tule imamo senat na sliki Cezarja Makarisa iz 1888 leta in imate to v palači, kjer rimski senat ima ne vem kakšne pogostitve ali kaj, kar je slike italijanskega parlamenta vidimo. To je bil pa senat in tole imate ravno slika, kot Cicero drži svoj znameniti govor proti Katilini, ki je bil en razvratnež, so se ga vsi naveličali in bali in tako naprej in tole naj bi bil upodobitev senatorjev. Vidimo, da so vsi v belih togah, kar je očitno bilo tako znak nekega visokega statusa. Beseda senat pride iz latinskega korena sen, senex je star, starec v latinščini. No, tudi tale formulica SPQR, škoda, da je tale sem od spredi. Kaj to pomeni? Senatus populusque Romanus, tole se sicer skupaj piše, ampak je posebej, se pravi senat in rimsko ljudstvo so odločili. Ker senatorji ne bi bili nekako predstavniki ljudstva, niso bili voljeni, ampak se je senatorski sedež podedoval v plemiški družini iz roda v rod. No, tako o rimskem senatu in vidimo, da je Geruzija, da so arhonti in senatorji vsi stari, pa rečemo ostareli, da bodo malce zmehčane te besede. Ta odnos do starosti in mladosti je tudi zelo odseval v literaturi. Mislim, da je rimska literatura kar poznana, ker recimo še naši pesniki 19. stoletja se Prešerna ne moramo dobro razumeti, če čisto nič rimske in grške literature ne poznamo. Prav, kako bi rekel, zbirko tega, kar je skozi tisočletja do njegovega časa preživelo, je pa naredil uvid v svojih metamorfozah. Metamorfoze, to je zelo znano delo, še med nami danes, opisujejo razvoj človeške družbe od začetka. In metamorfoze se začnejo aurea prima satasetas. Najprej je bila zlata doba. Jasno, da je bilo toliko nazaj, vse, kar je bilo nekoč je zlato, danes pa že malo ni več tako zlato. No, in tule sem namenoma izbral dve metamorfozi, v Piramu in Tisbi. Slike nisem dal, tale napis je bolj meni opomba, tole je napis, ki velja k sliki. In Piram in Tisba je morala biti neka pravljica, morda na resničnih dogodkih, prenašana iz roda v rod o mladem paru,
ki je živel v Babilonu in kolikor se spoznam na literaturo, zdaj strašno zelo ne, ampak malo pa že, je to najstarejša upesnitev teme Romea in Julije. To je res neka lepa pesem, vse Ovid je vrhunski pesnik, zelo lep jezik ima. Prepovedana ljubezen, ne neuslišana, prepovedana. Tako da Shakespeare ni se čisto nič novega z Romeom in Julijo zmislil. Mislim pa, da res Piram in Tisba sta najstarejša na to temo in začne se tam Pyramus et Tisbe juvenen polherimus altera quos oriens habuit prelata poemis. Dajmo prevesti Piram in Tisba, on najlepši med mladeniči, sprav povzdigovanje mladosti, lepote, ona pa je bila prva med mladenkami, kar jih je imel vzhod. Skratka, neskončno lepa, fejst, ravno tako kot Romeo in Julija, ne? Konča se podobno. Mislim, da samo mora ravno naredita, ampak je neka skupna smrtju doletela in njuna ljubezen je ostala v poeziji. Tisto, kar pa nas zanima na današnjo temo, to je 4. knjiga Metamorfoze v prevodu, imajo na 200 strani, je kar dolga stvar, je pa iz 8. knjige Metamorfoza o Filemonu in Baucidi. To sta pa ravno nasprotno Piramu in Tisbi dva starička. In tako jo tudi Ovid imenuje. In živita pa v Frigiji, se pravi današnji zahodni Turčiji, tam blizu Egejske obale. Ovid je celo iz tradicije vedel povedati, v katerem mestu sta živela. In zakaj sta bila pa ona dva vredna upesnitve, oziroma njuna zgodba, nekega večera potrkata dva popotnika na njuna vrata. V antični Grčiji, tudi pri Rimljanih, je pa bil popotnik nekaj svetega. To se je še potem nekoliko vleklo v srednji vek in če je kakšen popotnik potrkal na vrata, so ga skoraj gotovo pogostili pa prenočili in tako naprej. In tudi Filemon in Baucida takoj te dva popotnika povabita noter. Ovid ju opravičuje, ne, bila sta res revna, ampak kar sta imela, sta postregla. Te dva popotnika sta preoblečena Zeus oziroma Jupiter in Hermes oziroma v latinski literaturi Merkur. In potem začne Ovid z posebnim veseljem opisovati, kaj sta postregla. Najprej vino, ker je to menda bilo dobrodošlica, dati čašo vina in izvrča tisto vino na točjo, popotnika spijeta, ampak vrč je še vedno poln vina. In takrat se njima začne nekaj svita, da tega popotnika nista kar nekaj naključnega mimoidočega. Na koncu se seveda potem razkrijeta Zeus oziroma Jupiter in Merkur, da sta bogova. Ona dva sta pa stregla, še ne čisto vedoč, da strežeta bogovoma. Vsi, ki smo imeli klasično gimnazijo Zavo, smo to metamorfozo brali. Zanimiva je tudi zato, ker sta postregla reveža v Boga, bogovoma 37 jedi. In na koncu Ovid, ko vse te jedi popisuje, tudi nekaj malke recepta prekakšni zraven, pravi, bila sta res revna in bogova sta ima odpustila. Še zadnja žrtev je bila, mimo je prigagala zadnja goska in še tisti sta zavila vrat in jo pripravila bogovoma za večerjo. Vemo, da so
premožni Rimljani imeli neko navado, ki je danes bolj redko v čistih, to je ne gostija, ampak požrtija. Najbolj znan opis take požrtije je, morda ve kdo, pojedina pri Trimalchionu. Mislim, da je to napisano v 1. stoletju našega štetja, je tudi v Sovretovem prevodu, tam je 150 strani v formata v knjigi je. 3/4 je opis jedi, ki so postrežene na tej pojedini. Tako da že po enih 3 straneh vam postane slabo in ne vem za nikogar, ki je to knjigo prebral celoti, ker je na koncu vam mreže slabo postane. Ne? No, tule je ta prizor Filemona in Bautvide, ki je, rekel bi, sej tisti opis jedi, ne, sej je zraven, ne, to je zato bilo, da je bilo verjetno bolj privlačno brati, ampak to je ena taka visoka pesem starim ljudem o literaturi. Se bo zgodilo, zdaj smo pa prišli do srednjega veka in sicer vemo, ne, kako je bilo prehod civilizacije rimske v, kako bi zdaj rekel, germansko ali kakšno, Huni so tudi marsikaj prispevali k polomiji zahodne rimske civilizacije. Nekatere stvari pa so verjetno Germani, ki so pred Slovani že razrušili zahodno rimsko cesarstvo, ali je pa tudi samo razpadalo, Germani so dali ta milostni udarec. Že imeli razvit odnos do starejših ljudi, to se tudi vidi v njihovi zakonodaji, recimo salijski zakoni tudi opisujejo, kakšen je družbeni status starejših, zrelih ljudi, kakšen otrok. Najbolj se pa to vidi, ker so seveda zgodovinarji ali pa kronisti tistega časa, pa potem zgodovinarji naprej, opisovali prenose oblasti. Veliko nemških plemen je imelo urejeno oblast tako, da so vodilnega v družbi volili. Potem se je pa vedno bolj uveljavljalo, da je bila vrhovna oblast dedna. Ampak ta dednost ni bila čisto takole preprosta. Ena varianta tega dedovanja oblasti je bila primogenitura. Se pravi, da je podedoval oblast po vladarju njegov prvorojenec. Če veljal salijski zakon, je bilo prepovedano, da prvorojenka podeduje. Ženske sploh niso smele imeti niti stvari v lasti, če je bil živ kakšen njen mož ali pa kakšen njen brat. Je vedno bil brat, lastnik ali pa mož. Ne? No, torej, podedoval je oblast prvorojenec, čist nič ni bilo važno, kakšne sposobnosti je imel. Ne? In skoraj da pravilo je bilo, da je močnemu vladarju sledil šibek vladar. Ni nujno, da je bil neumen, recimo Karlu Velikemu, en največjih osebnosti zgodovine in tudi kot vladarju je sledil njegov sin, ki je veliko rajš zvezde gledal, pa molil, pa tako naprej. Ludvik Pobožni so mu celo dali ime. Tako da v Franciji je tudi en popolnoma duševno bolan človek bil kralj, pa kar 40 let, pa Jurij III. V Angliji in tako naprej. Ne? Tudi predhodnik Franca Jožefa je bil perfejst psihično motena oseba, ampak ker je bil prvorojenec, je bil vladar. Potem je pa druga varianta, ki pa zdaj pride k naši temi, to je gre pa za seniorat. Najstarejši kot po defaultu, bi rekli danes, seniorat vsebuje predpostavko, da je bolj, ko je človek star, oziroma prihodnji vladar, kandidat star, več modrosti ima, boljši vladar bo. In Tenestri so imeli, dokler je bila irska samostojna država, pravilo dedovanja, tule so
naštel države, kjer je ta seniorat bil v veljavi. Irska, Poljska, Mačarska, Kijevska Rusija, Vlodarsko kraljestvo, anglosaška Anglija. Pa ni bilo čisto nič pomembno, je ta najstarejši bil kako povezan, glavno, da je bil sorodnik, to so pa gledali dinastično, ne? Ampak najstarejši sorodnik. Morda na Portugalskem v času malo po Krištofu Kolumbu je stric postal po umrlem kralju, to pa zato, ker je imel kralj samo preživele hčere, pa je potem stric bil kralj, ne, niso dali kakšnega drugega. No, to se imenuje seniorat in zopet smo pri starosti, torej najstarejši podeduje. Potem je pa majorat. Majorat je pa dedovanje oblasti, ko zopet najstarejši to podeduje, ampak iz iste generacije. Se pravi, če so tam sinovi, pa bratranci, pa tako naprej, če je majorat, pa ni primogeniture, potem najstarejši iz iste generacije podeduje oblast. No, to je bilo tak primer, najbolj učitelj, kako je to veljalo pri dedovanju oblasti. Zakaj pravi ta Stratton in prej omenjena Gospodična, so bili starejši v srednjem veku, pa poznem, visokem in poznem srednjem veku tako občudovani, zato ker so preživeli. Bolezni, pa epidemične bolezni, pa slaba prehrana, vse tako naprej, je verjetno 60 do 70 novorojencev obsodila, da bodo umrli v prvem letu starosti. Te, ki so pa preživeli, pa že mora biti nekaj v njih, da so preživeli, posebej še, pa če so, ko je začela na veliko razsajati kuga in tam okoli 1348, se pravi sredi 14. stoletja, pa da so še kugo preživeli, potem pa že mora biti nekaj v njih, ne, in so bili posebej čaščeni, če so dosegli visoko starost. Mimogrede še kaj ta visoka starost je takrat bila, to skoraj vsaki še tako preprosti zgodovinski knjigi piše, ne, da je bil človek v srednjem veku pri 40 letih že star. In verjetno je tudi izgleda tako kot sedanji 80-letniki ali pa še kaj huje, ne. Ta doba, ko se šteje, da zdaj pa človek star, se je pa potem skozi čas počasi dvigovala, ne. Tako da, danes sem se pogovarjal tudi, ko sem omenil, da na to temo bom govoril, da so nekje že predlogi, da bi bili stari od 75 leta naprej, ne več 65, kot je še zdaj velja. Samo zdaj pa jaz kot ekonomist, zdaj pa malce potem pristranski, kar se tega tiče, ta dvig starostne dobe bi fenomenalno spremenila družbo. Si predstavljate, da ste šele pri 75 godni za upokojitev, ne? Itd., ne? Kaj bi to vse pomenilo, ampak enkrat bo verjetno to treba spremeniti. Za zdaj statistika še šteje 65. Bili so redki, ki so bili stari, tudi bom potem malo kasneje omenil, kako je bila starost cenjena na slovenskem ozemlju, pa kako so spreminjali te poglede na stare ljudi. Zdaj pa prav zanimivo, ne? Tudi v jeziku se odraža ta odnos do starejših. Mi vemo, ne, da posebej v Ameriki imajo radi to senior pa junior, ne? In potem že kar tako, da niti po imenu ga ne kličejo, če ima ta oče in sin enako ime, ga kar junior kličejo. En igralec, ti si mogoče spomniš, kako se piše, ima lepo dve imeni, pa prijem pa junior, zraven pa midva ga poznava samo, junior je v tem filmu. Tako da niti nekoga primka ne vem. Je pa interesantno, ne, v Rimu jezikovno. Starejši enakega imena ni bil senior,
ampak je bil major, kar pomeni večji. Mlajši je bil pa minor. In tu imamo dve take primeri, recimo Cato Major je sicer napisal, Cato Major de senectute, Cato Major o starosti, kaj je govoril in pravi je zraven komentator k temu Ciceronovemu delu, da vprašanje, če se ni Cicero to kar zmislil, da je Cato vprašanje, če kdaj kaj govoril. Cato Major je sicer tisti, ki je bil v času Tretje punske vojne zelo vpliven človek in je vsak svoj govor v senatu končal z besedami, kar znanimi ceterum censeo Carthaginam esse telendam. Pa če je govoril, pa jaz vem kaj, zdaj se malo zmišljujem, o pšenici pa o pujsih, pa je končal, sicer pa mislim, da je treba Kartagino razrušiti. Ravno tako znamenita stric in nečak Plinija sta bila v literaturi latinski major in minor, ne? Senior pa junior. Kdo je že Plinij starejši? Starejši se ne moramo reči večji. Tisti, ki je napisal De rerum natura o naravi stvari, pravo enciklopedično delo, tudi v slovenskem prevodu. Plinij mlajši pa tisti, ki je opisal erupcijo izbruh Vezuva, ki je oddaleč gledal, pa ne vem, če ni celo Plinij starejši njegov stric v tem izbruhu umrl zaradi tistih strupenih plinov iz Vezuva. Torej, senior, starejši, da je človek pri enakem imenu, je šele stvar srednjega veka, pa niti ne na začetku srednjega veka, tam nekje, pa s tem 10. stoletje naprej, iz senex, starec, ne, senior, starejši pride s angleški sire, oziroma sir, francosko, sir, monsieur, monsignor, tole špansk se mi ni posrečil najti neja z valčkom gor, da je senior, to je pa portugalsko senior, kar pa ne pomeni več starejši, ampak je to gospod. Se pravi, da večinoma so bili gospodarji, starejši ljudje. Ne? Ta sir je naslov vladarja v Franciji, kako Angleži izgovarjajo to sire, kar pa ni bilo posebno pogosto, da so angleškim kraljem dvorjani govorili sire, pa kdaj kakšni filmi, pa tudi to vidimo. No, vse te besede izhajajo iz besede starejši. Gospem očitno se ni smelo povedati, da so starejše, ne? Zato je kar moja dama ostala, ne vem, kako bi rekli, Barbara Sius, ali ne vem, kako bi to bilo francosko. No, torej, tudi lingvistično je nekako poudarjeno gospod, ne, kot gospodar in tudi v vljudnostnem kontaktu je že vsebuje besedo starejši. No, potem se pa srednji vek počasi končuje, napreduje ta znanost, od humanizma naprej pa tudi v mračnem srednjem veku, ne vem, da bi se kaj strašno veliko na področju znanosti dogajalo, ampak od 12. stoletja naprej pa že, ne, je kompas prišel z Kitajske, so vse sorte ure vodne, pa ne vem kaj, pogruntali, no, se so že rimljani imeli, ampak to je bilo potem pozabljeno, ne. No, in medicina se je začela razvijati, dovolili so si odpreti človeško telo, torej mrliča, ne, saj žive so pa itak na veliko odpirali, samo ne zato, da bi znanost medicinsko razvijali, pa se učili, pa pač v bitkah in tako naprej. Morda ni čist splošno znano, da so vsakega vladarja od 14. stoletja naprej obvezno secirali. Pokopali so ga pa potem tako, ni bilo kakšnih strašno velikih sprevodov. Mozarta so pa je pokopali tako, da živa duša ne ve, ki je tisti njegov skupen grob. Ampak na tem
se pritožujejo samo tako rahlo nevedni ljudje. Pogreb navadnih ljudi je prišel v navado konc 19. stoletja, začetek 20. Prej se je pa kar odpeljali na pokopališče, pokopali en lesen križ, pa kdo, veste, koliko je en nagrobnik stal. Jaz mislim, da kakšen kmet v življenju ni zaslužil za en nagrobnik, da bi ga dal, ne. Pa so pa mogoče kakšne znake, kar načočkali, pa se pa tisti križ podaril, pa je itak bilo konc, ne. Tistega groba smo tradicionalno se vedeli, kdo so not pokopali. Zdaj pa, ko se predvsem medicina razvija, ne, in začnejo se bojevati proti epidemičnim boleznim, in zdaj smo že v 18. stoletju, vemo, da se je Marija Terezija dala inokulirati, da se to pravi cepiti proti črnim kozam, na skrivaj, da se ni vedelo, vse svoje otroke dala, zato je čuda od 16 otrok, 13 preživel, dobro, ničem ni manjkalo, ampak vseeno bi lahko zaradi bolezni pomrli, pa niso, ne. In to je šlo vedno bolj v široko prebivalstvo in do konca 19. stoletja je medicina že tako daleč, da imamo tako imenovan boom oziroma demografski prehod, ko se število prebivalstva povečuje, se bi se včasih tudi, če ne otroci, tako na veliko umirali, ne. Ampak zdaj otroci ne umirajo več tako na veliko. V 20. stoletju je otroška smrt na začetku, že še po prvi svetovni vojni, pa že skoraj da redkost. Večina otrok, kar se rodi, preživi. To je medicina, po moje, ima glavno zaslugo. No, to je stvar industrijske revolucije tudi, konc 18. 19. stoletja in v prvi polovici, ne, drugi polovici, tam 1871, tale gospod Adolf Heinrich Gotthelf Wagner ugotovi neko stvar, ki pravimo ekonomisti danes Wagnerjev zakon. No, preden Wagnerjev zakon omenim, pa dajmo povedati, kaj je bila pravzaprav posledica industrijske revolucije in revolucije v medicini, to, da se je življenjska doba podaljševala. In da je bilo odstotno vedno več starega prebivalstva, pa če po današnjih merilih štejemo, v prvi polovici 19. stoletja na naših tleh, to kot rodoslovec vem, je starost 60 let bolj kot ne izjemna. Da je kdo čez 70 doživel, je bilo že kar redka stvar, ne. Da bi pa 90, pa skoraj nikogar, ne vem, no, med 200, če je en do take starosti prišel, je bilo pa veliko. Tale Wagner nima nič skupnega, razen priimka z Richardom Wagnerjem. Včasih, ko sem dal študentom za izpitno vprašanje Wagnerjev zakon, pa so skoraj vse nibelunške opere našteli. No, potem sem pa rekel, zdaj pa bom zabičval, da je to bil ekonomist, nemško Volkswirt. Kaj je Wagner odkril, se je verjetno ni bil edini, ampak je o tem precej pisal. Pisal je tako imenovani prenavljajoči se družbi, ne znam drugače posloveniti tega izraza, ugotavlja namreč, da tradicionalna vloga družine, se pravi, zdaj smo v drugi polovici 19. stoletja, upada, moški, ženske tudi, že proti koncu 19. stoletja, začetek 20. stoletja so skoraj vse mlade punce iz Ljubljane uslužbenke tobačne tovarne, stara mama, recimo, ne, kot dekle, potem, ko se je poročila, je nehala delati v tobačni tovarni. Zdaj pa, zakaj je nehala delati? Ker lahko, da so bili že prej kakšni otroci, potem se je poročila pa kar po tekočem traku, ne, se je morala ostati doma. Če pa je bila taka potreba v družbi, v gospodarstvu, pa tudi v družini, da je tudi ona morala služiti,
Potem se je pa začelo zelo drugače živeti. Govorim zdaj o mestnem življenju, zadnja leta 19. stoletja, prva leta 20. stoletja, recimo moji sorodniki so živeli v Celju, so bili otroški vrtci. Moje tete in mama so hodile kot majhne punčke v otroški vrtec. Čeprav je bila stara mama doma, ampak da je imela mir, so jih dali v otroški vrtec. Rodili se v 20. stoletju, sploh po prvi svetovni vojni, so se otroci vedno manj doma. Pač pa so se rojevali v bolnicah. Prvi porodi zabeleženi v ljubljanski bolnici so 1857. leta in tam rojevajo samo nezakonske otroke, ljubljanske služkinje. Potem pa se začne tam, kjer je kakšna zdravstvena komplikacija. Vem to iz pripovedi, je babca rekla, jaz ne znam več, mora iti v bolnico, pa so dali v bolnico, da je zdravnik obravnaval tako gospod, pa če je prišel domov. In zdaj bolnice, potem, ko so ljudje v službah, delajo, se dogajajo vse sorte nesreče, je treba nezgodno zavarovanje vpeljati. Potem, ko ni več zmožen za delo, kako pa živo, in je Nemcem, nemško cesarstvo sploh ni bilo tako, bi rekel, kruto, kot radi mislimo. Poseben Bismarck, tudi moji nemški prijatelji nimajo v Bismarcku ene dobre besede, pa je postavil socialno državo v nemškem cesarstvu. Začnejo se pokojninski skladi, začne se skrb za ostarele in kdo vse to vodi, Wagner pravi, mora nastopiti en subjekt, ki ga doslej ni bilo, oziroma bil je, pa ga ni to nič zanimalo, zdaj ga pa mora zanimati in to je država. In vse začne prehajati v državne roke. Vse. Narekovajo vse. No, to je ta Wagnerjev zakon prenavljajoče se družbe. In poglejmo, zakaj zdaj začne država vse skrbeti. Najprej omejevanje porok. Boljše bi bilo, če bi napisal starostno omejevanje porok, ne? Ker v srednjem veku so bili posebej plemiči, dekleta polnoletna pri 12, fantje pri 14. Ne? Ta doba se je potem dvigovala polnoletnosti in so postali zreli šele pri 24 v Avstro-Ogrski, v kraljevini Jugoslaviji, pri 21 po drugi svetovni vojni, pri 18, zdaj mislim, da ne bi bilo čisto pametno, kaj pri 16 tako dela šoferski izpit, ne? Ampak da bi zdaj to spet na 12 padlo, pa verjetno ni čisto pametno. Ne? Potem so zelo nadzirali selitve, v srednjem veku jih praktično ni bilo, ne? So pobegnili v mesto, pa eno leto dihali mestni zrak, pa so bili svobodni, zdaj pa se to vse kontrolira, kako je to slišati današnje, ne? Selitve med podeželjem in mestom so bile zelo kontrolirane. V Ljubljani imate 30 metrov družinskih pol, ker je vsak, ki se je v Ljubljani nastanil, ne da je prišel na obisk, ampak če je mesec ali pa dlje časa živel, se je moral na magistratu zglasiti in je bil popisan. Pravi, vse to država zdaj regulira, kar mi recimo, izseljevanje, preseljevanje, potem imamo pa to, kar nas pa zdaj zanima, ubožno zakonodajo. Pred Wagnerjem, dajmo ga postaviti za neko ločnico, čeprav 99 celih in poljubno število, 9 naprej ljudi za Wagnerja sploh ni vedela, ampak naj bo najnik, se je vse dogajalo v krogu družine. Rodil si se v krogu družine, vse življenje si živel v isti družini, pa svojo naredil, pa v isti hiši, pa umrl si v isti hiši. In zate so skrbeli bolj ali manj tvoji. Zdaj pa, ko so po tovarnah, pa po uradih, pa bog si ga ved šolah in vse tako naprej v službi, je treba za onemogle ljudi narediti posebne institucije. In tole zopet gledamo po nemški zakonodaji druge polovice, Bismarckovi,
19. stoletja zakonsko je bila določena skrb za ostarele in tudi ostarelo služinčat, nisi mogel hlapec Jernej, kar nagnatka. Vsaj v Nemčiji, ki je bila prva socialna država. Zdaj pa, če pa res niso mogli skrbeti, ali pa ni imel sorodnikov, ki bi skrbeli za starega človeka, so ga pa dali posebne institucije, ki so že prej obstajale v hiralnice. No, kaj je še tudi v tejle ubožji oziroma skrbi za revne, pa tudi nasploh. Bolniško, nezgodno, starostno, invalidsko zavarovanje se je upeljalo in potem tudi obstalo. Potem posebna skrb za vdove, sirote, brezposelne, ostarele in tiste omenjeni zbirki družinskih pol, ki je zdaj sicer v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, je pa tja prišla z magistrata oziroma zdaj bi rekli z upravne enote, pa to pred 50 leti že. Imate na mnogih žig podpora. Se pravi, da so za ostarele skrbeli, ne mestni uradniki, ampak mestni proračun je dajal neke fičnike, recimo, da ravno niso umrli tam od gladu. Teh žigov podpora sploh ni tako malo, jih je kar veliko. Ljubljanskih revežev dobivajo neko skromno podporo. No, tole čisto malo kasneje. Zdaj pa hiralnica. Ko pridem na slovensko ozemlje, kar bo prav malo, ni bila institucija, na katero bi bilo mesto ponosno, oziroma bolje rečeno meščani. Mestni očetje mogoče že, ne? Mi pa imamo to poskrbljeno in je hiralnica, sila znamenita je bila Dunajska, pa Graška za ta naš prostor, v Ljubljani je pa tudi bila. Večinoma je bilo ljudi nekako sram, da so dali svojega ostarelega ali prednika ali sorodnika v hiralnico. In ko sem delal take intervjuje za svoje rodoslovne raziskave, je bilo treba skoraj da izbrskati od koga, da je nekdo od njihovih umrl v hiralnici. Nekako skrivali. Bog si ga vedi, zakaj, ne? Kot da bi danes bilo ne vem kakšna sramota, da je kdo umre v domu ostarelih. Tam je bilo tudi nekako poskrbljeno, pač, kakor je tisti čas dovoljeval. Mogoče za ostarele sploh ni tako odveč omeniti pokojninskih sistemov, ki so v drugi polovici 19. stoletja, no, Bismarck že itak samo ime pove, da je to za njegovega časa bila njegovemu sistemu pravimo angliško pay as you go, se pravi, dobiš toliko pokojnine, kolikor si služil, oziroma bolje povedano, ne služil, ampak vplačeval v pokojninske sklade. Pokojninski skladi sploh niso bili neka revna institucija. Nekateri so bili kar sila dobri, pa ravno tako zdravstveno zavarovanje so bili posebni skladi za državne uslužbence. Spominjam naše mame, ki je pravila, da če je šla v bolniško, bila je v službi na železnici, je dobila večjo bolniško, kot je imela plačo. Zato so zdravniki sila ne radi dejali v bolniško. Prav zato, da niso zdravstvenega sklada Evropa. Koliko je bil ta zdravstven sklad močan, pa pokojninski, povejo prištadioni fondovi bloki, ki so bili zgrajeni iz presežkov, mislim, da pokojninskega, ne zdravstvenega zavarovanja. In kaj je pa v socialistični Jugoslaviji, zdaj je tu sila težko razločiti, kaj je inflacija prispevala, kaj so ti skladi, nastalo iz presežkov sklada nadvoza železniška, ali pa če čete cestna podvoza na Titovi, vse ne vem, kje se slovenska konča, pa Titova začne, sred podvoza, verjetno, in na Gosposvetski Celovški. To je plačal, kolikor vem, pokojninski sklad. To je bil pri sebi.
potem pa je inflacija naredila svoje. No, drugi pa Beveridgeov sistem, to so pa te stebri, je pa znatno mlajši med drugo svetovno vojno, 1942 leta, to je bil nek minister za notranje zadeve ali neki pa socialno, neki kot Beveridge v Angliji med vojno in to še zdaj velja. Vsak angleški državljan ima menda 200 funtov pokojnine avtomatično. Z 200 funti pa približno tako, kot tista podpora ljubljanska. Ne morete ne živeti, ne umreti, kot se temu reče. Ampak je. Se pravi, tisto, kar je bilo včasih renta, ko je bilo treba posebej za to skrbeti in tako naprej, je zdaj postalo skrb države in še danes je. No, zdaj pa malce slovenskega ozemlja, pa v 5-10 minutah končam. Tule imamo začetnika socialne politike, Bog si ga vedi, če je redil tako socialno, to je sin Marije Terezije, Jožef II. Sliki, avtorja slike sem tudi napisal. Jožef II. Je bil naravno obseden z reformami, vse sorte, med njimi tudi socialnimi, zdravstvenimi in tako naprej. In večina institucij, ki bi jim pripisali neko socialno naravo, tudi v Ljubljani in seveda po vsem nemškem cesarstvu, ker on bi še nemški cesar, ampak dedne dežele so bile Avstrije, pa Češka, pa Madžarska, zakonodaja veljala za avstrijski del, tudi češki delno. On je recimo upeljal že Marija Terezija, pa potem z njim skupaj obvezno šolstvo. To z ostarelimi nima nič kaj dosti opraviti, ampak tudi obvezno gradnjo bolnišnic. In so razbremenili samostane, ker je bilo pač krščansko skrbeti za bolne. Zdaj pa to se je profesionaliziralo in vemo, kje je bila prva ljubljanska javna bolnišnica, pa mislim, da kar 1784, eno najbolj plodnih let reform Jožefa II. Najdož ni. Ko je bil Slovenija šport, ta Vogalce in še gor tabla, to je bila prva deželna bolnišnica do potresa, potem so pa nekaj životarili noter, pa so se zidali splošno bolnico. No, zanimiv je Jožef II. Tudi zato, ker je blazno hitel z reformami njegovemu času, posebej, ko je sam vladal brez Marije Terezije, ki je umrla, pravimo jožefinizem. In zdaj, če nekaj hitro na silo opeljujete, je kratkega življenja in pa je, da je sam zahteval, da na njegovo krsto v Kapuciner Luftu, ki je tako množica načičkanih krst, pa ne vem kaj še vse, je tole krsta Jožefa II. Nekaj, mislim, da je svinčena truga, kako bi rekli temu, in da je sam zahteval napis, tukaj leži Jožef II., kateremu ni uspelo nič, česar se je lotil. Res po njegovi smrti so zelo veliko njegovih reform priklicali, medtem ko te socialne so pa ostale. Šolstvo je ostalo, bolnice so ostale. Za stare ljudi so pa še vedno skrbeli v samostanih. Dajmo zdaj najprej odkljukati bolnico, ker so ljudje začeli umirati v bolnicah, ne doma. Tule imamo dva Alvazorja, tole je srednji most od Tromostoja, tole je pa Kresija, tam je bila samostan, pa špital. Špital je pravzaprav iz latinskega, srednjeveška latinščina, hospital. Hospital je pa gostišče, tam kraj, kjer sprejemajo goste. Nima z bolnico nič skupnega na začetku. Potem pa ti gosti tam ostanejo, pa sodovni pa umrejo in potem postane beseda bolnica. Tole je slika, prednje bil potres, centralna lekarna na mestu, tole je Kresija, vidimo stolnica, se ni spremenila Filipov dvorec, Ljubljanca, srednji most je predpotresen, starejši
In tule je pa že fotografija 1890, se pravi 5 let pred potresom, in takole je Špitalska ulica vijugala, po potresu so pa vse to odstranili in na novo pozidali. Tule vidimo že različna stavba, ne? Kjer stoji centralna lekarna, tu pa od 1905 naprej, a še vedno pravimo splošna bolnica, vsaj tako, ne, med ljudmi je to, drugače pa to zdaj del kliničnega centra, pa vidimo, ne, da je še tramvaj po makadamiju, ni bilo še asfalta, to je kasnejša stvar. Skratka, skrb za ostarele v bolnici, za tiste, ki pa, kako ima zdaj dolgotrajno oskrbo, ne, potrebujemo, je pa bila določena tale stavba kot mestna hiralnica. Tole je na Vidovdanski. Gremo televizijska hiša, ne, pa nekdanje obrtniško gledališče Pokomenskega proti Ilirski, potem je tale, zdaj to stavba uprava lekarn ljubljanskih, ne, Vogal, Resteve, Komenskega, ko so tisti kipi, ko včas voda teče, večinoma, pa mislim, da ne teče voda, ali brizna voda. In potem zavijamo na levo po Vidovdanski proti tistemu hotelu Park, ki je neke žete kategorije hotel v Ljubljani. No, tale stavba, ne vogalna, to je očitno nova, to je prej bilo tole na Vogalu, tale stavba. Nisem našel slike, tu pa danes gleda pročelje. Vidovdanska 7, 1875 in je bila hiralnica svetega Jožefa, oskrbovale so nune, ljudi, ki so bili, ki so hirali. V hiralnici zdravju se tudi piše zdrav slovenski pisatelj Josip Jurčič. No, in zdaj smo po prvi, dokdaj je hiralnica trajala? Do 1941. Italijani so, mislim, da zaprli. In tole imamo pa malo kasneje. Zdaj pa še par besed, kar sicer nimamo napisano, ostareli ljudje v slovenski literaturi. Tu pa najdemo pravzaprav celo podpori različnih pogledov v slovenski literaturi na ostarele in stare. In kolikor mi zdajle prihaja na misel, ko grem takole skozi, ni kaj posebno veliko lepega o starih ljudeh napisanega. Bolj so tako z negativne plati, recimo v 10. bratu, Lovro Kvas, ko gre tja na Slemenice, ali kako že ne, sreča enega starega moža in ga vpraša, kako pride do gradu, in tist mož je po Jurčiču zatulil nazaj, ker je bil gluh. Danes, pa že takrat, reč, da je star moški zatulil, ni bilo posebno lepo in je Jurčič je to v podlistkih in je en par stvari objavljal in je ene par stvari obljubil, da bomo videli, kaj se bo zgodilo, potem pa pozabil, da je tisto obljubil, pa ni v 10. bratu napisano. Levstik, njegov starejši prijatelj in oster kritik Jurčičev, mu napisal, ti veš kaj, zatulil, pa res da gre za starega človeka pisati. Ne? Potem je ena prava ilustrativna stvar, sta Molkova očeta od Janka Krstnika v kmečkih slikah in povestih. Ko gre Krstnik mimo neke kmetije in sin vleče očeta iz hiše tja nekam ali na Skaden ali v štalo ali kaj s tem kaj. In je velik prepir in vse take stvari se dogajajo in potem ta ostareli oče tam tudi umre. Potem gre Krstnik čez 30 let spet med tem, mislim, da je Molkova očeta, da sta to, med Molkovih in od sina sin tega sina meče ven iz hiše tja proti štali, ne? Pa prav Krstnik temu sedanjemu oskrbovancu, ne? Ko ga meče iz hiše ven, prav, no,
A vidite, takole ste vi, če se spomnite svojega očeta ven metali. In kaj pravi ta ven metanec? Oča so bili pa poredni. To se pravi, nič kaj dobrega o starelih ljudeh. Prav monumentalni spomenik je pa Cankar, parkrat, hlapec Jernej, ostari in ga nekam sunejo, ni še nemške socialne države tukaj, ne, očitno. Potem je naravnost srhljiva, saj Cankar je vas srhljiv, ne. Če ste dobre vole, pa se dobre volje naveličate, pejte Cankarja brati, pa ste po dveh stranih neskončno slabe volje, ne. Šimen Sirotnik, se ga spominjamo, Šimen Sirotnik se preseli z deželja v Ljubljano in tam dela in se preživlja in je vse nekako v redu in potem ostari. In takrat je veljalo domovinstvo. Tisto domovinstvo je bilo peljano zaradi vojaških potreb, pa vse sorte zadev, med drugim je imel tudi, rekli bi danes verjetno, socialni korektiv. Dali so ostarelega, onemoglega človeka v občino, kjer je imel domovinstvo. Večinoma ste dobili domovinstvo pa v občini, kjer ste se rodili. In Šimna Sirotnika daje tja nekam, bog si ga ve, se večina stvari Cankarjevih se tam dogaja, ker njegova mama bila doma do Vrstajca, prodrov tam pa tam naprej. Skratka, v ene rovte, zdaj z malim pisano. Ampak tiste hiše, kjer se je Šimen Sirotnik rodil, ni več. Kaj pa zdaj z njim? Pa ni še katastrofa večja, kot bi sploh mogla biti. Zdaj pa če tam občinska meja, ravno tam, kjer je hiša stala, ne? Na polovico hiše gre. In si zdaj sosednji občini Šimna Sirotnika dobesedno žogata sem in tja. Kdo bo za tega ostarelega skrbel? Na koncu Šimen Sirotnik stvar reši, ne? In umre. Pa je bila stvar rešena. Na vzhodu, menda še danes, je odnos do ostarelih malo drugačen. Posebej še Japonska, mislim, da tudi Kitajska, ampak če bodo tako nadaljevali, kot se je pri nas na zahodu dogajalo, bo vsak čas tako, kot je pri nas. Vendar ta status, ne, starostnika ni univerzalen ali brezpogojen. Nekaj se od njega pričakuje in pravzaprav čisto v vseh naših medsebojnih odnosih je čisto vseh, v mnogih zelo globoko skrito, je en ekonomski odnos. Se še fant gre na randi z rožo zato, ker pričakuje neko nasprotno storitev. Skoraj gotovo je to tako. Kako je pa bilo v samostojni Sloveniji, pa pove malce zastareli, torej poletnici zastareli, mislim pa, da je danes še malo hujš. Po anketi vsak četrti Slovenec meni, da so stari ljudje breme za družbo. Vse vredno prav, ne? Pa recimo, da ja, ne? Tolažba je to, da mi nismo stari. Hvala.